Prosim, ne delaj tega. Pojdimo. To je slab način, da te aretirajo, dekle. Veš, da si pravkar zagrešila hudo kaznivo dejanje, kaj ne? Pravkar sem sinu govorila o integriteti in zdaj sem hinavka. Mora boditi. Mislila sem, da je lollipop lejuka. Isto je. Povej še enkrat, ne slišim te. Hej, no. Ampak to je zelo nespoštljivo in ogabno, da napadaš mladoletnike. Povedala sem ti, da me je udarila tako in se mi vrnila. Potisnila te je, ja, naredila je tako in takrat sva se začeli tepsti. Zdaj odloži svoje stvari. Kaj, Robi? Odloži svoje stvari, ne dotikaj se tega. Prekleti hudič. Lahko to snamem, moram to sneti za sliko. Tu bo slejko prešlo stede. Torej, ali zdaj, Imaš ali pravico kasneje. do svojega moža Salam. Salam, karkoli rečeš, in bo uporabljeno proti tebi na sodišču. Bov. Od tistega, kar se zdi kot nepomembno prepiranje, do napetih soočenj in pravih pretepov. Zdi se, da se danes skoraj vse lahko razvije v potencialno strašljiv spopad. Tu nastopi policija, ki je zadolžena za vzpostavitev reda in ohranjanje miru. Danes si bomo ogledali 7 Floridčanov ujetih v nenavadne prepire. Dobrodošli v oddaji After Hours, ki jo predstavlja Law and Crime. Jaz sem Jesse Weber. Današnjo epizodo začnemo v Palm Coastu na Floridi, kjer naj bi ženska po imenu Sophia Zavarich svojemu dolgoletnemu fantu preprečila, da bi zapustil njun dom. In ko so se policisti iz okrožja Flagler odzvali na prijavo o verbalnem prepiru, so se stvari hitro zaostrile in postale fizične. V redu, fair, no. To je noro. Ne upiraj se! Kričanje! Velika stvar. Ja. To je učinkovito. Ja. Policisti so uspeli zadržati Sofijo, vendar to ni trajalo dolgo. Samo sedela sem tukaj in sem si mislila, da ti prinesem nekaj malega. Ja. Kaj se dogaja? Samo odpadlo je. Ja. To je noro. Pojdi ven. V redu. Daj mi svojega, pejdi ven. Poskusi še enkrat. Če se naslednjič spet izviješ iz njih, ti bodo zvezali noge. Ja, seveda. Ampak jaz nisem zraven. Bi rada pomagala. Ja? Kaj pa denar? Kaj pa nered, ki sem ga naredil? Sem ga imel. Ja, to sem jaz. Nisem ženska za to. Če ustrajaš, ja. Kaj? Si. V redu, torej... Kaj ga držiš? Ne vem. Zakaj ga držiš? Tega ti pa ne bom povedala. To ne bo šlo. Daj mi svojo roko. Daj mi svojo roko, da oblikujeva našo roko. Redo. Spodaj. V redu. Dobro, nehaj. Je zunaj. Imam jo. Au. No, ne sodeluješ ravno z nami. Sofija je bila obtožena nasilja v družini in tudi protipravnega odvzema prostosti, ker naj bi svojemu fantu preprečila, da bi v nekem trenutku zapustil omaro. Šerifovi pomočniki so jo obtožili tudi napada na policista in upiranja aretacij z uporabo sile. Izrekla je, da ni kriva in je bila izpuščena na varščino. Obravnava pa je razpisana za avgust. Neto smo v trgovini Family Dollar v Clearwaterju, kjer naj bi moški zalučal blago v vodjo, domnevno zato, ker ni bil dovolj hiter. Domnevno orožje. Lajzeka. Ampak to je še vedno napad, zato so poklicali policijo. Do takrat naj bi Dalton Reed že pobegnil in se očitno skrival v drugi bližnji trgovini. Ja. Torej, no, tip se je razjezil in rekel, da so ga vrgali ven, ker je čakal v vrsti. In on je rekel, da mora nekam iti. Rekel sem, da zdaj pripeljem nekoga gor. Imam še eno stranko pred vami. Potem je začel biti nesramen, zato sem mu rekel, da lahko odide. Potem je začel preklinjati, nato je vzel liziko in jo vrgel naravnost vame ter me zadev. Torej ovadil. Je bila prav pri blagajni in ona je priča, ker je to videla. Ampak naredil je to prav pri prvi blagajni, zato ga bom tudi zato ovadil. V redu. In to, ampak imam belo majico, brez rokavov. Ja, bili smo tukaj prej. Pozdravljeni, še vedno smo malo. Ja. Skoraj mu je uspela. Otroci so tam, ja, vidim ko. Ko sem pripeljal, to je bil moj BMW, ki je bil parkiran. Kje je parkiran? Ja, Torej, glej, ravno sem plačeval za Sprite in 2 majhni vrečki čipsa in sem rekel, no, to je šlo pa po svoje. Ja. Je bilo odit. Ja. Kot, veš, ali pa bodi potrpežljiv in samo počakaj. Ja. Ja, grem pogledat, če lahko hitro dobim posnetek.
V redu. Zame je v redu. Medtem ko nekateri policisti poskušajo ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo v trgovini Family Dollar, drugi iščejo Daltona. Najdejo ga v zadnji sobi v trgovini z opremo za bazene. Torej, je že prizadet? Je že prizadet? Ja. Mislim, da je tam čez. V redu, hvala. Vidiš, kaj mislim? Misliš? Kaj je, stari? Kaj je, stari? 307 bo 10, 10, 12 in mezli. Popolno presenečenje osumljenca. Imaš idejo, šef? V redu. V redu, ja. Končno. Zakaj pa ne? Nimaš dovoljenja, da greš. Sem v težavah? Trenutno nekaj preiskujemo. To je to. Čakaj, ker so se mi prej neprimerno dotaknili. V redu, ker ne smeš oditi. V redu, odhajam. Ne odhajaš. Nisem naredil Ne, ničesar. dokler ne ugotovimo, počakaj. Nisem naredil ničesar. Leslie, v redu. Kako ti je ime? V redu, nisem storil ničesar. Kako je narobe. tvoje ime? Tako je tvoje Moje ime? ime? Da. Ne, jaz sem Matt. Dalton. Ja, globoko vdihni. V redu. V redu. Samo ne smeš oditi. Preiskujemo nekaj, kar se je zgodilo v trgovini Family Dollar. V redu? Tam so zdaj policisti. V redu. V redu. Torej, trenutno ne morete oditi. Če bo vse potekalo, kot je treba, boste lahko odšli. V redu, Leslie. O, kako vam je ime? Dalton. Večinoma ne vem, nisem. koga kličem. To je samo Leslie Vi Pool imate Supplies. napačno Ne, to je osebo. Leslie. Smo pri Pool Supplies. Ti si Dalton. Kakšen je tvoj priimek, Dalton? Red. To je moje. To je moje, pač moje posvojeno ime. Seveda, posvojil sem ga. Ja, kasneje. To je priimek mojega zdravnika. Od tam sem, iz Missourija. Missouri. Kako dolgo ste že na Floridi? Ustavili so me snoč, ali pa prejšnji četrtek. V redu. Si v redu? Ne, v redu sem, mislim. Počakaj, čakam. Čakal sem nekoga, sem na telefonu. Ne. Moj telefon zdaj zvoni. Dobro. Sem noro. Ja, zraven smo. No, v redu. Skladišče, bazen, bazeni. A. Leslie's Pool Supplies. Veličastno. Še ne? To bi moralo biti v redu. Moram počakati, da pride še en policist in se pogovori z vami, prav? Moram počakati, da pridejo še drugi policisti in se pogovorijo z vami. Kaj se je zgodilo pri... Videli se torej? Zanima me. Nisem rekel, da ste aretirani. Samo vedeti želim, kaj se je zgodilo. No, veš, počakar bomo, da pridejo drugi policisti, oni ti lahko povejo, kaj imajo. Potem pa jim lahko poveš, kaj se je zgodilo. Nimam ničesar, imam samo svoj telefon in odejo iz hotela Marriott. V redu. To so mi dali. V redu. Počakali bomo, da pridejo drugi policisti in se pogovorijo z vami. Kaj, v redu, kaj je to? Potrebujem, sam grem po svojega odvetnika. Pozdravljeni. Ne. Jaz sem Bog. V redu sem. Še ne smeš oditi. Še ne. Lahko pride dol z enim? Imaš prav, skoraj si že tukaj noter. Lahko zdaj prosim odidem. Lahko prosim odidem. Samo malo sem postal pogumen. Lahko prosim grem. Prosim, jaz. Potem ven skozi ta vrata. Še ne, Dalton. Da Še grem ne ven smeš skozi oditi. tista vrata prej. Mem je Avgust. Jaz sem Avgust. Si v redu? Ali pa bi nam lahko namenila še en pogled? Nazaj v trgovini Family Dollar je nadzornik našel posnetek incidenta z varnostne kamere. Je bil v vrsti in je poskušal to kupiti? Ja, ne, bil je v vrsti in je poskušal nekaj kupiti. In sem mu ves čas govoril, da veš, nisem imel nobene druge stranke. V redu. Povedal mi je, da ima opravke, da mora iti pogledati avto, ima BMW-ja in... Na nečem dvorišču. In vse. In sem mu rekel, potem pa je začel jamrati, kako noče čakati. Rekel sem mu, da mora oditi. Potem je zagrabil, nisem mu pravilno naročil. Da ga bo kupil? Kaj je naredil z njim? Ni imel ničesar v roki, zato je morda hotel sesti. Ali kaj podobnega. v redu, razumem. Prihajal sem gor, da predvidevam, da je hotel cigarete. Razumem, samo prepričati se hočem, da nisi učel z izdelki, potem imamo nekaj, o nečem drugem moramo z njim govoriti. V redu. Pomisli na to, stal je v vrsti. Potem ga je samo zagrabil, ga vrgel naravnost vame in to lahko vidiš na posnetku. Potem sem mu rekel, naj gre stran, rekel sem mu, da želim. V redu, gospod, očitno stopil brez dovoljenja. Ja, želite poskusiti to? Ja, lahko dobim preostanek tega. Ta v redu. Samo oboje bomo V redu, s tem sem v redu. Naredili bomo to, če tožilec zadevo pusti. Ja, vrnili se bomo po.
Ja. Zaradi prekršek smo naredili samo zaradi nedovoljenega vstopa. Samo prepričati se moramo, da ste pripravljeni sodelovati in iti na vse to zato, ker če ne, iskreno, lahko. Pohiti z njim, ali pa jim lahko poveš, v redu. Torej bomo... Razumemo, pripeljali jih bomo nazaj in potem bomo, se bomo vrnili. Ven. V redu. Moraš reči nekaj takega kot, hej, za 1 leto vam je prepovedan vstop. Ja, to je v redu. To je to. Ali pravite, da potrebujete moje vozniško dovoljenje? Ne potrebujete ničesar, ker je moje vozniško dovoljenje v avtu. V redu. V redu. Ja? V redu, ja. Ja, to je res dobro. Ja, imam njene podatke. Veš, vedno si tukaj zaradi mojih ponaredkov. Ja. Mi bomo to uredili. V redu, hvala lepa, fantje. Ja, cenim to. S tem je čas, da gre Dalton v zapor. Imam steklenico. Zakaj? Zakaj? V redu, Dalton. To je neumnost. Zakaj sem aretiran? Zakaj mi nadevate lisice? Tega ne počnem pogosto, ampak ja. Pogovoril se bom s tabo. Začenja me pretepati. Mislil sem, da je lizika bombon na pavčki. Ista stvar, ja. Na srečo je vse na kameri in ima še eno pričo. Tudi? Ampak on je bil na samem prav. V redu, potem se bo pogovorila potem. Bo imel enkrat možnost ostati. Bil je nesramen, vse to je zakonito. To je zakonito, ja. Kaj si počel? Ja, ravno, kar je nekaj naredil čez cesto. Iskali smo ga. Send him too. Ne vem. Ne. Kaj? Poskušal je oditi, mislil sem, da se bom tam z njim stepal. Policisti so preiskali Daltona, preden so ga dali v policijski avto in naj bi našli stekleno pipo. Kaj je to tukaj? Kaj je to? Ne beri ničesar. Kaj je to? Ne vem. Škaj je to tle? To daš na spodnje perilo, ne vem kaj je to. Ne, to zagotovo niso spodnje perilo. To zagotovo niso spodnje perilo. Ne vem, kaj je to, zato pa sprašujem. Ne bom šel noter in tega prijel, dokler nimam rokavic. Morda je to polnilec. Polnilek? Ja. To bi Maš, lahko je bilo tole samo cel tukaj? Je prazno. Je od sinočnega orkana, hodil sem čudno po hiši in vse sorte sranja. Veš? Mojno. To je mehurček. To je rožni venec. Rožni venec. Ja, kot vrtnica. Kot rožni venec na ogrlici, kot križ. Mislim, ne vem. Tudi jaz ne vem, zato te sprašujem. Noče dokončati. Zataknilo se ti Ja, nočem, da me kaj zbode. Noče, da bi ga ujeli. S prsti ali karkoli, je tam noter kaj tazga, kar bi, veš. To je super. Ocean. Alkalna baterija. Zelo lepo. Želiš kakav v prahu? Nekaj to vzamem ven. Žigalnik in pipa, kaj ne? Ne bom te pustil, da greš naprej tukaj na pogled. V redu? Odlično. V redu. Vprašam te samo še zadnjič, ker vedno vsem dam to opozorilo. Nimaš ničesar drugega pri sebi, ker očitno boš danes šel v zapor zaradi fizičnega napada. Če imaš še kaj drugega pri sebi, mi moraš zdaj povedati, preden greš v zapor. Ker če greš v zapor, te bojo obtožili še nečesa drugega. Prav? Ne, nimam ničesar drugega pri sebi. Nimaš ničesar drugega pri sebi. Si prepričan? V redu. Car stop nolter. Pazi na glavo. Prenesi noge čez. Kako? Obrni glavo na levo.
Oblasti so Daltona obtožile za prekršek nasilja. Ni oporekal obtožbi in po podatkih sodišča okrožja Pinellas preživel nekaj tednov v zaporu. Zdaj gremo v Marathon na Floridi, dol v Keys. Policija je prejela klic moškega, ki je povedal, da je njegova punca vanj vrgla nož, ki ga je očitno zabodel v obraz. Ko je Danielle Banks ugotovila, da je žrtev poklicala 911, je po poročilu o aretaciji pobegnila z avtomobilom. Medtem ko je bil šerifov namestnik preusmerjen, da izsledi Danielle, drugi prihitijo na kraj dogodka. Ja, bil je majhen nož, seveda, po noči. Ne, ni bil nazobčen rob, sam navaden. Ne slišim? Tebe, hej, to je noro. Ona ni taka, to je, živijo šef, lahko pomagam, to je, hej. Bastev, samo hitro, mi lahko poveste svoje ime. Ja, Niko Revo. Nam je všeč. Vedel sem, da ima moja denarnica. Šel sem noter po svojo denarnico. Tako je rekli. Kako je ime? Marvin. Hej, kako ti je ime? Živijo, moje ime je John. Ja, šel sem po svojo denarnico in potem je bilo tako. Imam denar, čakaj, hotel sem oditi. Kaj je Tom? Kaj? Torej, kaj naj bi domnevno povzročilo to kaotično situacijo? Žrtev je policiji povedala, da je Daniela izvedela, da je digitalno poslal $5 prijateljici in trdila, da je to povzročilo velik prepir. Ne vem, kaj se dogaja. Mi želiš povedati, kaj se je zgodilo? Mislim, ne vamo. Sploh ne vem, stari. Mislim, da je pred kratkim pogledala moj telefon. Kaj se je zgodilo danes? Ali karkoli že. Pogledala je v moj telefon. Videla je, da sem prijateljici poslal $5. Veš, dekletu. Si poslal $5 prijatelju? Ja, za cigarete in dal sem 6, ker redno objavim, ko pomagam ljudem, imam več prijateljev in oni pošljajo denar nazaj, ko si pomagamo. Ampak poslal sem ji $5. In potem je prišla do mene in rekla, glej, in imela je posnetek zaslona na telefonu. Jaz pa sem bil, kako za vraga? Kako imaš to na telefonu? In ona je bila kot, to je moja prijateljica. Ampak potem je rekla, varaš me. Si zvodnik, to in ono. Jaz pa sem bil, nisem zvodnik, delam v Home Depot. Vsako noč pridem domov k tebi. Kot vse je običajno. Danes so samo pila, veš? In potem je kar eksplodirala. In potem me je udarila tukaj, In potem Kasja, živijo. Strgala mi je celo majico, slekel sem si majico. Kako te je udarila? Tako, kaj? Kot značim s pestmi? Ja, ampak potem na koncu je vzela nož in ga vrgla. In me je zadelo v obraz. In takrat jaz sploh ne bi poklical policije. Ko me je udarila, karkoli že, vse te stvari, hotel sem samo skočiti na svoj skuter, iti k svojim bratom in reči, veš, ker me še nikoli prej ni udarila, nikoli. Nikoli ni bila nasilna, nikoli. Ampak povedala mi je, ko so se prepirala glede tega, da sem tej punci, ki živi v drugih državah, poslal $5. Cigareta. Ona kadi cigarete. Moja prijateljica za. Kakorkoli leta prej, samo prijateljica. Bila je kot. Govorila je o svoji preteklosti, a nekaj takega. To sem že dala skozi, jaz sem bil kot, bila. No, jaz nisem bil zraven. Jaz niti ne vem, kako prijazen sem bil. Sprejeto. Premaknijo nazaj na eno. Tako, Tim, lahko te vidim? Veš, ne, naše kamere trenutno niso priključene. Poglej okoli. Ja, samo Charlie Brown ima nekaj z njo. Kje je nož? V hiši je, sem prepričan. Razen, če nisi zaprl oken, je padla ven. Kako je izgledal? To je zelen nož. Je kot filejski nož. Nož ja, ali zložljiv nož? Ni kot tisti z nazobčanim robom. Ima oster rob, veš? Za zrezke? Ja, je kot tako dolgo. Predo. In potem me je udarilo. In to me je prestrašilo. Nikoli ne bi poklical, ampak presegel bi. Resno, stari. Kako daleč je bila, kaj to vrgla vate? Mogoče kakšnih 1,5 metra stran. Je vrgla nadročno, področno ali kar tako? Kako dolgo ste že skupaj? 14 mesecev. In nikoli prej nisva imela takšnih težav. Sta tukaj že 14 mesecev. Približno 14 mesecev. Ali 12. 12 mesecev. Kot fant in punca. Ja, spoznala sva se pred 14 meseci, potem pa sva začela hoditi in se zapletati približno 2 meseca kasneje. Redu. Vse je bilo v redu. Sva se prepirala, ampak nikoli ni bilo nič fizičnega. Ona nikoli ni bila nasilna. Jaz tudi nikoli nisem bil nasilen. Danes me je prejela in sem rekel, da je konec. In sem rekel, da bom spakiral svoje stvari. Rekla je, da moramo oditi. Potem sem šel ven. In sem se vrnil noter in rekel, da potrebujem svojo denarnico, ker imam v njej osebni dokument. Vse, kar potrebujem, je v njej. In veš kot... No, saj me je že udarila. Ona me je udarila. Potem sem hotel oditi. To je bilo prvič, da je sploh dvignila roke name. In hotel sem oditi,
Potem pa sem ugotovil, da nimam denarnice, zato sem rekel, v redu, grem nazaj noter. Ona pa, moraš oditi od tukaj. Jaz pa sem rekel, da hočem samo svojo denarnico. Ona pa, ti si zvodnik. Ti si to in ono. Jaz pa, človek. Ali ima zdravila? Ne. Redu, vidim, da imaš to rdečo črto okoli svojega ovratnika. Je to od tega, ki ti je ona strgala srajco? Ja, snel sem si srajco. Zamenjal sem jo, preden ste vi prišli. Redu, želiš napisati izjavo? Želiš napisati izjavo? Ne ravno, mislim, pač... Samo želim to urediti. Imam obliž, želim iti na delo. Svoje stvari hočem kasneje. Sploh ne vem, stari. Vem, da zveni noro. Kaj se je godilo s tvojim zapestjem na drugi strani? Ali pa ti kaplja kri. Iz moje kapljalo je veliko drugega. To je takšna vrsta. Prestrašila me je, ko je vzela nož ali karkoli. Kot da bi lahko udarilo nazaj noter in bi bilo vse v redu. Ampak je udarilo spredaj. In potem sem ugotovil, da sem lahko začutil, kako blizu je bilo mojemu očesu. Lahko bi mi vzela oko. Moraš stati spredaj. Če želiš napisati eno, jo napiš. Če je nočeš napisati, samo napiš, da je nočeš napisati. Ja, seveda, seveda. Daj mi mojo majico. Mislim, da bo to dovolj, kaj ne? Sploh ne vem, nočem, da ima težave, ampak samo želim vzeti svoje stvari. Ja, rad bi lahko vzel svoje stvari, ostani urejen in odidem. To je vse, za kar mi je manj. Samo svoje stvari želim vzeti in oditi. Prosto delo in se počutiti živega. Samo, mislim, hočem reči, ne počutim se niti malo kot žrtev, veš, ampak raje bi samo dobil svoje stvari. Odšel in naj ona gre svojo pot, jaz pa svojo. To je glavno. Vsaj, da bi videl nož na tleh, da ga lahko poberemo in da ga pol ne bi vrgal v koga. Ona tega ne bo več povedala. Ona tega ne bo vrgla. Jaz ne bom tukaj, ne, ampak ona ni taka, brat. Ona ni taka. Zame, samo enkrat. Prav naj ne bo izjave. Torej, vse to bo tvoje ime, srednje ime, naslov, telefonska številka, datum rojstva. In kje se vse to dogaja? Naprimer v kuhinji. Da. Kuhinjski prostor. Danes. Danes je 13. Ja, še vedno. Delam v 3. izmeni, ja. Bilja. Ekip že dolgo časa. Datum rojstva. Stavba na tem, ali revščina? Ne, zato bom kar odšel. Nočem, da izgubi svoje mesto. Je to njeno mesto? Ja, nočem, da izgubi svoje mesto sploh. Zato bi rad samo... Ne bom zares. Samo rekel bom, da ne dam izjave. Policisti iz okrožja Monroe so mu dovolili, da pobere svoje stvari iz prikolice, njegov brat pa je prišel pon. Medtem so Daniel našli in pridržali. Halo? Ja, vam je v redu, če slikam vašo nečakinjo? Zakaj? Sam moram fotografirati obe, veste? To je iz tvojega avta, veš? V redu je. Ne bom rekel, recimo, da lahko vidiš, kdaj je sled od avta ali kaj podobnega. Samo slikaš. Jaz bom slikal tvoje roke in ti bom nataknil te lisice. Ti je to v redu? Mislim, da lahko izstopiš, če želiš. Sam preverjam za tvojo nečakinjo. Ne, je precej debelo, zato obleka ne pade dol. Izven kamere. Obraz. A ti je prav? Če grem jaz to stran, v redu, obrni se, poskrbi za svoja komolca, položi roke.
Šerifovi namestniki so dobili nalog, da se vrnejo in preiščejo prikolico, da najdejo nož. Šerifov urad, nalog za preiskavo. Šerifov urad, pejte še enkrat. Šerifov urad. Ostanite na zvezi. Ne vem, aj tukaj ali tam. Naredi majhen korak v desno. Majhen korak desno. Delta 6-5. Anaconda pad. Redo. Animal turn, sorry. Turn is it. Vedno ob strani in nekoliko zadaj. Uprizorimo razpoko. STMZ. Ščit. Zdaj pritiskam levo. Iskanje je dober primer pravilnega postopka za pripravnika. Torej v bistvu, kar smo pravkar naredili, prav opravili smo varnostni pregled objekta, da se prepričamo, da je okolje varno, ko izvajamo iskanje. Varen kraj. Prav. Imamo pooblastilo za vstop na to posest, zaradi naloga za preiskavo, ki smo ga pravkar dobili, kaj ne? Da iščemo tole. Ta manjkajoči nož. Pojdi naprej, preveri, da je varno, prav? Iščemo ljudi, ne stvari. Se vrnemo ven, preberemo nalog za preiskavo. Če je kdo tukaj ali če ni, če bi bil kdo tukaj, bi mu tudi prebrali Mirandina opozorila, da razumejo svoje pravice, preden govorijo, prav? Ni jim treba govoriti, ampak takoj, ko pridejo, jim bomo prebrali Mirandina opozorila. Če bi nekdo zapuščal to posest, ko bi začeli izvajati nalog, bi ga lahko ustavili. Če bi nekdo prihajal na posest, bi ga prav tako lahko pridržali, prav? Torej, tako tiste, ki prihajajo, kot tiste, ki odhajajo z posesti, lahko pridržimo med izvajanjem naloga za preiskavo. Torej, zdaj bo on posnel stanje prebivališča, prav? Tako kot je trenutno, v prvotnem stanju, preden začnemo s preiskavo. In potem bomo od tam nadaljevali, preiskali bomo vse, najdemo nož, kar je edina stvar, ki jo iščemo. Preden ga vzamemo, ga fotografiramo. Namestnik Rivera je našel nož v prvi spalnici, ki je ležal na tleh. Lahko boste naredili BBC video posnetek tega zdaj. Namestnik Rivera je našel nož z zelenim ročajem v spalnici številka 1. Zbirajo in pobirajo ga kot dokaz. In označen. Daniel so aretirali in šerifov urad je priporočil obtožbo za hujši napad. Toda po sodnih zapisih domnevna žrtev ni hotela vložiti obtožbe, zato so tožilci opustili primer. Domači prepiri se lahko včasih zaostrijo. Mislim, da mora policija posredovati. To pogosto vidimo v primerih skrbništva nad otroki. Toda ko prepiranje med starši pripelje do laganja organom pregona, se lahko posledice zelo hitro stopnjujejo. To je bil očitno primer v Melbourneu na Floridi. Domnevno naj bi dolgotrajen boj za skrbništvo privedel do tega. Klica na 911, ženske po imenu Melissa Janun. Torej, moj bivši je zdaj, jaz pravkar sem poklicala po telefonu, mislim, da spolno zlorablja mojo hčerko. V redu, kaj se je ni zgodilo? pritiska, da bi se borila proti njim. 2090. V redu. In kako ti je ime? V redu, in kaj vas navaja k temu, da spolno zlorablja vašo hčerko? Videla sem to na lastne oči na videokameri. Poklicala sem jo prek FaceTima in bil je gol v posteli, držal je svoj spolni organ k moji hčerki v posteli. Stara je 8 mesecev. Že vem, da je v incestuoznem razmerju s svojo sestro. Že vem, da živi s svojo sestro, ker sem izvedela, da sta bila... Vrgla sem ga ven, ker sem izvedela, da je bil v spolnem razmerju s svojo sestro. In zdaj živi pri njej, ker nima kam drugam iti. In tako sem ga danes zjutraj poklicala skupaj s svojim sinom in sem si mislila, kaj se dogaja, ker sem si mislila, zakaj si ti, in tako je obrnil telefon naokrog. In sem si mislila preprosto, srce se mi para, tako sem potrta. Ne vem, kaj se dogaja. Tako je. Melissa pravi, da je njen bivši bil spolno neprimeren do njune dojenčice. Melissa je pristala, da se sreča s policisti na parkirišču trgovine, da poda prijavo. Izkazalo se, da policisti vedo veliko več, kot si Melissa misli. Kako ste danes? Mi samo, kako ste pa vi? Kaj se dogaja? Torej, Paul, pravkar smo bili v težkem boju. Pripravljena sem ti previdno povedati, kaj se je danes zgodilo. Da, gospa.
Torej, danes moj bivši pravi, da ste nehali tvitati, prav vsakič, ko ga pokličem, izkoristi to priložnost, da spodkopava moje starševske sposobnosti. Vsak dan kliče policijo, vsak dan kliče CZD kot v drugem primeru in vsi pravijo, ne vemo, kaj se dogaja. In tako, kakorkoli, danes jutri sem ga poklicala, nekaj vidim. Živjo! V redu ste. Vzemi si čas. Vidim, da je njegova žena naličena, ker stvar je taka, da sem želela poklicati prek FaceTima, on želi poklicati mojega sina prek FaceTima in verjetno je navajen, da ga pokličemo kasneje, ker običajno dolgo spim. Ampak jaz imam pač karkoli, tako da sem ostala malo prej in sva poklicala in verjetno sem ga ujela nepripravljenega. In pa ima on telefon in jaz pa, kaj se dogaja, rekla sem, kje je dojenček, kje je njena plenica. In potem spusti telefon in jaz samo vidim njegovo ženo, ki je naličena. In potem v redu. Izgubim se. Očitno odložim telefon, se zberem in pokličem nazaj. V redu. In potem je v ozadju njegova sestra, s katero je mimogrede v nekem čudnem in incestnem razmerju, zaradi česar nista več skupaj in zato zdaj živi tam z njo. To je čudno. In zato bi morala vedeti in iskreno, zato sem tako, ker sem jaz to naredila, ampak on jo je ugrabil iz ordinacije pediatra, poklicala sem policijo, pa niso mogli ničesar storiti. Razumem to, zato sem to pustila pri miru. In potem danes zjutraj, ko se spet oglasi po telefonu, ona snema. In nosim nedrček brez naramnic, držim svojega sina. In on poskuša reči, da počnem nekaj neprimernega s svojim sinom, ker nimamo elektrike. Tako da smo bili... On je spal brez majice in smo na telefonu z njim in zdaj ima v ozadju svojo sestro, ki snema in poskuša ujeti, da bi jaz naredila kaj in to je dobesedno tisto, s čimer se ukvarjam. To je tako, da nekaj naredi, pa pokliče policijo in poskuša reči, da sem jaz kriva, na primer. Ravno sem bila v tisti Walmart trgovini, ker sem poskušala narediti pravo stvar in kupiti svojih hčerki voziček, ker on nima denarja. Je na invalidnini. Ko da se tam dobim z njim in mu rečem, glej, poslušaj, to bom prekrila, tukaj piše gospa Guerrero. Seveda ločem, da bi to bilo povezano z Maro. Nikoli nisem bila to in nikoli ne bom, to je jasno. Torej, on se, užali, ne vem zakaj, ker kot sem rekla, sem te vrgla ven in nisem tvoja sestra. Tako da mi vrže stekleničko, neko stvar s formulo vame, potem pa pokliče policijo in reče, da sem udarila svojo hčerko po glavi. Videli smo to poročilo, zaradi tega nas ne skrbi. Skrbi nas samo to, kar se je zgodilo danes. To se je zgodilo danes. Torej, je ležal z njo v postelji, medtem, ko ste bili na FaceTime in podobno. Si kaj videla? Kaj je ta cela, kar bi pokazalo, da je ljunat? Videla sem njegov. To je vse, kar sem videla. Zgrabila me je panika. Izgubila sem nadzor. Začela sem močno jokati. Resnično jaz. Pokličite policijo. In to je to. Poskušala sem ga poklicati nazaj, kot sem rekla, da bi poskušala dobiti. In potem pride ven. Rekla sem, poskušam reči, v redu, morda je bilo nesporazum, ampak potem vidim njegovo sestro v ozadju, kako me snema s telefonom. In on pravi, zakaj si bila v posteli s svojim sinom brez svojega? Kaj si počela s svojim sinom? Ali je bil slečen? Takrat je bil oblečen. Popolnoma oblečen, kot da se ni nič zgodilo. S tem se ukvarjam, ker je kot dim. In leta poskušala narediti vsak. Vsi mislijo, da sem ta pošast, kot ste videli pri Walmartu. Ampak to si ti. To ni res. V redu. Mi lahko hitro narediš eno uslugo, lahko dvigneš svojo desno roko zame, mi lahko poveš svoje ime. Melisa, veš? Oprostite? Melisa, veš? In tvoj datum rojstva. In prisegaš, da je vse, kar mi poveš, resnica in nič drugega kot resnica, tako ti Bog pomagaj. Da, gospod, tako mi Bog pomagaj. V redu, popolno, v redu. Torej, gospa Melisa, želim vas obvestiti, da smo šli tja in preverili, kako je z vašim otrokom. V redu? Je kaj, kar bi želeli povedati ali priznati? Nisem prepričan, kaj je. V redu. Tako da smo šli tja in se z njim pogovarjali ves čas, ko je potekal video pogovor. Ves čas je bil FaceTime posnet. To je bilo preden je on. Ne. Počakaj, jaz govorim prav. To je bilo ves čas posneto. In videli smo ves čas, ko je držal vašo hčerko. Prosim, ne aretirajte! Prosim. Pridi sem, prosim, ne aretiraj me. Prosim. Ne naredi tega. Ustavi se, tvoj sin je v avtu. Ne delaj tega, ustavi se. Dovolj je dovolj. Alfa, 25 mi. Obrni se in poglej proti avtu zdaj. Imeli bomo žensko pridržanje zaradi lažnih prijav in upiranja uradni osebi. Obrni se in poglej proti vozilu. Imam dovolj. Da, gospa. Kar začnite z njo. Hej, prijatelj. Si v redu? Živjo. Kaj se dogaja? Ona je v redu, prav? Imam vprašanje zate.
Kako si dan? V redu. Samo obrni se najprej za trenutek, prav? Lepo. Ali imate kartico za medicinsko marihuano? O, moj bog. Pojdi hitro po vrečko, da ne vletijo. Ostani točno tako, ne premikaj se, razumeš? Ej, a lahko prijete sem in vzamete svojega sina, prosim? V redu. Smo na parkirišču v Vogelins na oddaljeni strani, skoraj pri Paradise Boulevard na tisti strani. Hvala. Nimam izbire. Vsak ima izbiro. Naredila sem narobe, to je moja krivda. Oprosti. Ja, ni. Vem, da bo rečiren. Potrebujem odvetnika. Ali lahko prosim dobim odvetnika? Potrebujem odvetnika. Odvetnik. Prosim, ali lahko dobim odvetnika? Kar pa odin se usedi noter. Odvetnik? V redu je. Torej, samo na hitro bom preveril vse potrebno in potem bomo nadaljevali, prav? Udarec glave s tistim delom, kjer pride do udarca. Preden vam postavimo kakršnakoli vprašanja, morate razumeti svoje pravice. Imate pravico molčati. Vse, kar poveste, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Imate pravico se posvetovati z odvetnikom, preden vam postavimo kakršnakoli vprašanja ali da je odvetnik prisoten med zaslišanjem. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam ga bodo dodelili pred zaslišanjem, če to želite. Če se odločite odgovarjati na vprašanja zdaj, brez prisotnosti odvetnika, boste še vedno imeli pravico, da kadarkoli prenehate odgovarjati. Prav tako imate pravico, da kadarkoli prenehate odgovarjati, dokler se ne pogovorite z odvetnikom. Ali razumete te pravice, ki sem vam jih razložil? In glede na te pravice, ali želite govoriti z nami? Da, gospa. Ja, kar pejte in preverite. Preverite otroka, oče je na poti. Samo ostanite. 10, 12, dokler oče ne pride tja. Torej, seveda vam bom povedal, kaj se dogaja, prav? Njeno izjavo smo sprejeli pod prisego in podobne stvari. Potem smo jo soočili s tem, da ni bila iskrena z nami. Takrat je poskušala pobegniti od nas, zato smo morali posredovati fizično. Kaj je naredil? Poskušala je pobegniti od nas, zato smo jo morali prijeti in podobno. On je bil v avtu, se je obrnil in jo vprašal, kaj se dogaja. Seveda smo morali ukrepati. Morali smo narediti, kaj smo naredili. Zato, da se je to dogajalo, prav? V redu je, prijatelj. Si v redu? Zameš jih in vse. V redu. Imate kakšno vprašanje za nas? Nimam ničesar, ampak hvala. Čeprav se to morda sliši ogabno. Imamo kakšne nalepke ali kaj podobnega? Lekov. Zdaj ga lahko usmerim na pravo pot. V redu. Prijatelji. Hočeš naletko, prijatelj? V redu, bomo videli, a? Imamo kakšne nalepke ali kaj zate? V redu, daj mi petko. V redu si. Molčan fant. V redu si. V redu si. V redu si. Ne skrbi. Vem, da bo noro, ampak stvari se bojo vrnile v normalno stanje. In enako velja tudi zate. Če bo treba, več karkoli moraš narediti na svoji strani glede otrok in sklenitvenega dogovora. Samo pogovori se s svojim odvetnikom in poglej, kakšni so naslednji koraki zate. Ja, sploh nimam odvetnika, ampak v ponedeljek imam mediacijo. Ko Mellison bivši nalaga njunega sina v svoj avto, Melissa ga kliče iz zadnjega dela policijskega avtomobila. Ljubim te. Oprosti za to, dragi. Ljubim te. Ljubim te. Naredila sem narobe, dragi. Naredila sem narobe in mi je žal. Ljubim te, dragi. Samo poskušal sem te zaščititi. Ljubim te. Vem, da samo upravljaš svoje delo. Vem, da samo upravljaš svoje delo. V redu. So vem. Ne vem, kaj se dogaja z vami. Vem, gospod, in ne pravim, da ste slaba oseba. Razumite to, gospod. Vem, sprejmem posledice svojih dejanj, zagotovo. Res jih. Vem, da samo upravljate svoje delo, razumem. In iskreno tudi jaz sem samo poskušala upravljati svoje delo, ampak sem se tega lotila napačno. In očitno se moram zdaj soočati s posledicami. Tako pač je. Zato vedno dam vsakomur pošteno priložnost, da mi pove resnico. In to je moja napaka. Lagala sem pod prisego. In to bom tudi storila. Tega ne bi smela storiti. Pravkar sem sinu govorila o poštenosti. In to je, jaz sem hinavka. Razumem. Zato mi je žal. Moramo narediti tisto, kar je najboljše za naše otroke in podobno. Ampak včasih jim moramo pokazati, kako se stvari naredi prav, ne narobe. Prav? Ker zdaj, žal. Vaš sin je moral gledati, kako vas pridržijo in poskušali smo stvari rešiti drugače, dokler niste začeli bežati pred nami. Prav?
Tako da ne. Razumem, Ampak v resnici- morala bi. Zdaj mi je vse jasno. Ne bi smela. Ampak poklical sem šerifovega namestnika, ki se je hotel srečati s tabo. Sem ga že poklical, se pogovoril z njim in mu povedal, kaj se dogaja. V redu? Tako da ti ni treba skrbeti zanje. Prihajali so v bistvu samo zato, da preverijo zaradi situacije. V redu. Po besedah Melise ni imela druge izbire, kot da naj bi domnevno podala lažno prijavo o spolnem neprimernem vedenju. No, očitno se mu je želja uresničila. Že dolgo si želi, da bi me aretirali, pa sploh ne vem koliko časa že, tako da... Redo? Smešno je, da je to pravzaprav moja lastna krivda. Naj bo to preobrat v zgodbi, ampak kakorkoli... Mogoče se bo zdaj umiril, ko je končno dobil, kar je hotel. Mogoče bo pa samo pustil v premiru. Ne vem, verjetno ne. Kdo ve? To je noro, vsak dan znova kliče policijo name. Prvič, ko to naredim jaz, me aretirajo. To mi je zanimivo. Zelo zanimivo. Ta svet je nor. Melisa je bila aretirana in obtožena lažnega prijavljanja zlorabe otroka ter posedovanja manj kot 20 gramov konoplje in upiranja policistu brez uporabe nasilja. Ni oporekala obtožbi lažne prijave in bila obsojena na 2 leti nadzorovane pogojne dobe. Verjetno ste med božično sezono pred trgovinami že videli prostovoljce armade odrešenja, ki zvonijo zvončki in zbirajo donacije v klasično rdeče vedro. Toda policisti v okrožju Martin so lani očitno ugotovili, da bodo morali enemu prostovoljcu pokvariti praznike. Božič bo preživel v zaporu. Prosim. To je zato, ker naj bi zvončer uporabil stojalo, ki drži vedro, kot orožje. In grozil, da bo zabodel vodjo trgovine Publix pred trgovino. Gospod, kam greste? Ja. Kam greš? Šel je na to stran ulice proti severu po Cannonu. Na kamer ja. Nosil je kapo s šiltom, nahrbtnik, vse posprane, modre kavbojke, modra majica, verjetno v svojih 60-ih s sivimi lasmi. On je, ves čas je zvonil na naš zvonec ta mesec. Nobenih težav. Mislim, da je bil pijan ali kaj podobnega. Prišel je v vrsto za loterijo, začel kričati in vpiti v trgovini. V redu. In pristopil sem, da mu povem, da mora oditi. In zložil je palico, na kateri je vedro, in on, Prav. Ja, ali želite podati prijavo? Ja. V redu, ne grem pogledat, če ga lahko najdem. V redu. Ja, šel je proti severu, po tej strani ulice. V redu. In je običajno tukaj vsak dan? Tukaj je bil vsak dan zadnji mesec. V redu. Prav. Do danes ni bilo nobenih težav. V redu. Hvala, prijatelj. Ja. Pomočnik šerifa se vozi po območju in išče kogarkoli, ki ustreza opisu osumljenca, vendar nima sreče. Eden od fantov je rekel, da tudi on dela v tej trgovini z alkoholom, ampak ga še nikoli nisem videl. Bil je pri odrešilni vojski. To je enako kot problem s Stevom. Pot 23.651 do pristaniškega skladišča orožja. Ali imaš fotoaparat? Verjetno ja. A ti je v redu, če mi ga daš? Ali ti je v redu, če mi ga daš? Kopijo tega. Ja, lahko ga natisnem. Ja, bil sem prav tukaj. Ko je prišel tisti klic, ne vem. Ne vem, kaj je na koncu naredil, ampak je šel, kot sem rekel, je šel, sledil je temu pločniku in začel hoditi proti severu ob strani ulice. Ali lahko naredite kopijo posnetka, na katerem se verjetno vidi njegov obraz? Ali dogodek v... Splošno. Ali karkoli, kar lahko dobiš tukaj. V redu? Ja. Ja, karkoli imaš. Vedno je pusta lovščina. To je bilo prav tukaj. Za? Ja? Ja. To hočem. Tega enega. Nikoli ni dolgočasno. Hvala, gospod. Torej, v bistvu sem prišel kupiti srečke. Bil je tukaj ves dan. Eden od mojih zaposlenih je rekel, da so ga videli, kako je hodil ven in noter iz trgovine z alkoholom ter kupoval pijačo. Poklicali so me spredaj, ker so rekli, da je stal v vrsti za loterijo. Vpil je in kričal na dekleta, da so prepočasna. Prosil sem ga, naj se umiri. Rekel je, v bistvu si začel kričati in vpiti. Prišel sem sem, rekel sem mu, poslušaj, če boš začel kričati, vpiti in preklinjati, moraš ven iz trgovine, stari. Ja, prišel je ven, spotikal se je, začel je pospravljati svojo stojnico vojske odrešitve in rekel sem mu, moraš oditi, ne boš ostal, ne boš dokončal svoje izmene, karkoli že počneš. Moraš pospraviti in oditi. Zložil je tisto rdečo palico. Ja. In nekako me je skušal z njo nabosti. Dekle, ki je bilo tukaj zunaj, je videlo vse skupaj. In
Vzel sem mu to iz rok, potem pa je pobegnil. Torej, še vedno tukaj. Ja, še vedno imam skledo in vse ostalo. Še vedno imam njegovo vedro za denar, ki je videti popolnoma prazno. Verjetno ga je izpraznil. Ja, verjetno ga uporablja za pitje. 174. Ali je bilo tam kaj osebnih stvari, ki so pripadale njemu? Tam je bila prazna steklenica pijače Arizona. Ampak nič od. Kakšna snov? Torej bi bilo tako. Številka za ta incident. V redu. Prišel bom noter in vzel posnetek. Šerifov namestnik se sreča z vodji trgovine, da si ogledajo posnetke varnostnih kamer, ki prikazujejo osumljenca, kako je agresiven pri pultu za loterijske srečke. Nažalost pa se je zunanji prepir zgodil tik izven dosega kamere. Vendar šerifov namestnik žrtvi in priči naroči, naj napišeta izjavi. Prej v redu. Ja, zdi se, da je domačin, tako da ga bom verjetno našel še nocoj. Ob kateri uri zaprete? Ob 10. V redu. Torej, verjetno ga bom obtožil hudega napada. Kje so njegove stvari? To je bilo vse, kar sem mu vzel nazaj. V redu. Nisem ga še odprl ali pregledal. Denar. V vedru, tukaj noter naj bi bil denar. Ta stvar je lahka. Ja. Nisem tega zavohal ali kaj podobnega. Ideje niso tisto, kar. Česar se spomnim. Glej. To naj bi bilo. Tam je polno, vsakem. Iz tega, ki je found. Videl jih je. Njemu neki denar je žepa mož dejansko. Enega bankovca. Tako. In bil je tam zunaj ves dan. Ja, gospa iz sosednje ravno hiše. kar sem govorila. Gospa iz sosednje hiše je rekla, ampak tam ni nobenih osebnih stvari, ne? Ne. Česar, razumem. Morda ima kakšno identifikacijsko številko ali kaj podobnega, prišel bo nazaj po svoje stvari. Vem to. Ups, oprosti. Hej, imaš eno točko. Tam je ime. Hej, Steven, to je Steve. V redu. Torej, ko praviš, da te je poskušal prebosti, kaj je uporabil? Tisto, na kar visi vedro? Ja, tisto rdeče. Trinožec. Ja. Imel ga je polnega. Zložil ga je in ga usmeril naravnost name, ter ga poskušal potisniti proti meni na ta način. Osumljenec je identificiran kot Steven Pavlik. Ko narednik pride do trgovine Publix, policist mu pove, kaj se dogaja in da je precej prepričan, da ve, kje lahko najde Stevena. V redu, ja, kako si? Gospod, ali obstaja posnetek tega? Ne. Ampak vem, kdo je, zato ga bom šel prijeti. Pozdravljeni. Hud napad. In potem bom rešil signal. 3, ki so se zgodile tukaj, ker imam delni čas. Tako da bom nekaj časa zaposlen. Nisem slišal signala 3. Ta signal 3. Prišel je ven med dnevno izmeno in sem ga zagrabil, ko sem prihajal, ker so bili tik pred odhodom. Torej, gospod tukaj dela za vojsko odrešenja. Prišel sem kupiti. Nisem Veliko prepričana, če vstopnic lahko bi. to Verjetno z denarjem iz vedra. naredila Ja, prehod. in ves večer je hodil v tisto trgovino z alkoholom in tudi zapravljal denar. In vedro je prazno. Tako pride sem, da ga kupi. Naredi sceno, ker mu je bilo tako naročeno. Pokličejo vodjo. Tako, fantje povzročajo motnje. Olzame so bili uporabljeni za držanje vedra in jih proti njemu uporabi kot sulice, torej smrtonosno orožje. In potem se predvaja. Bil sem prav tukaj, a ga nisem videl. Živi spodaj na Canonovi ulici. Torej je pustil svojega stvari in na njej je njegova imenska značka. Da živite, na primer, še malo več. Torej bom začela brati. Ste se že prej ukvarjali z njimi? Ne. Ampak smo to obravnavali v agenciji. Torej, bila ali žrtev armade armade rešenja ni mogla rešenja? imeti ničesar. Česarkoli. Smr, So, Montana, 28. ampak vprašanje je, kako bomo to dokazali. Ja. Razen če Ja, prizna, ja. da je vzel denar iz skrinjice. Tatle? Bomo videli. Bil je zelo prijazen do mene, ko sem vstopil, ker sem prišel s številko 3, tudi gospa za številko 3 dela tukaj. Rekel mi je, vesel božič, lep praznik ti želim. In tako naprej. In potem pride ta klic, takoj, ko odidem. V smislu, hej, greš z mano. Imam lisice zate. Iz nič na 100, tako hiter, kada je rekel, da je v redu. Bil je tam zunaj že od zaklanjega dne, brez težav. Pravim, zjutraj ga pozdravim, ko odidem, pa se poslovim. Brez težav. In danes pridem spredaj, kričijo name po zvočniku. In on je spredaj in kriči na stranke. Ti kos sranja. Im je briga, če si direktor Publixa, jaz bom... Očitno grozi ljudem. Jih je poznal, ko so še delali tukaj, pa zdaj ne več. Še vedno delajo za Publix, vendar ne na tej lokaciji. In zagotovo dela za odrešensko vojsko. No. Odpeljali so jih tja. Radio Očitno ali tam dela. prodaja? Dela Kot za da ni dobavo samo, alkohola. kot da se Včasih je delal za pretvarja. trgovino z alkoholom, tam spodaj. Ta Greven. Tako da sem najprej šel tja. In vodja je rekel, ja, poznam Steva. Rekel je, imaš kakšne steklenice zame? On pa, ja, pridem čez 1 uro. Ja.
Do konca dneva me bo dalo pustiti. Do konca večera me bo dalo pustiti. Če slučajno veste. Razen, če bo to naredil, da bi dobil več časa v zaporu. Prav, na to nisem pomislil. To bi lahko bilo. Vse to vzel bom. Poskrbel bom za to. Upal sem, da bo tako. Ne, tudi jaz sem bil. Tukaj je posnetek, kjer jim kriči pri blagajni, vendar dejanski. Strašljivo, da bi bilo zabavno. In ujeti, ker povečana sposobnost s kamero tega me omogoča. Glej dol na mladega moškega. Ja, v redu, vse. Prav potem. Takoj na začetku. Pozdravljeni, bilo je lepo. Nekaj pomočnikov šerifa se odpravi v lokalni park mobilnih hišic, da poiščejo Stevena. Se vidimo kasneje. Stevan končno pride ven. Ampak zdaj ima nož. Stevan, 503. 502, preverjanje temperature. Se bom malo umaknil nazaj. Je tam? 20 brn. Čarovnica! Postavimo odvetnik, stari! Šerifov urad. Pazi, imaš nož, pazi. Ja, vidim ga. Nazaj. Steven? Steven? Nazaj. Steven, ti pojdi nazaj. Spusti dol. Nikjer druge. Policija. Vem, da je to kraj. Ampak kaj za vraga pa ti delaš tukaj? Si ti Stefan? Si ti Steven? Mogoče. V redu, obrni se, daj roke za hrbet. Boš me odpeljal tukaj. Obrni se, daj roke za hrbet. Gospod, povejte mi, zakaj ste tukaj? Dajte roke za hrbet. Nehaj, prevrzo boš to. Kaj počneš? Človek. Koliko si stara? Nehaj se upirati, če se bo kos napadel. Tvoja družina je večja od tebe. Bodi previdna. Kaj sem naredil? V redu, Steve, pojdiva ven tu. Zakaj? Bodiva kul glede tega, človek. Bila sva kul glede tega. Kaj pa ti delaš tukaj? Zdaj si aretiran. Zakaj? Zaradi hudega napada. Kaj sem storil? Pojdite za manj. To je tisto, kar potrebujete. Kanal 1 je 1098, 1033, 2028. Prav, no, pojdimo v to smer. Ne. Steven? Ne, slabo se bo končalo. Nadaljuj. V redu. Če me lahko ubiješ na poti, ampak moji sodelavci bodo opravili. S tabo prej kot lahko. Rekeš, keks. Steven, si pripravljen govoriti z mano o tem, kaj se je danes zgodilo ali ne? Da. V redu. Bi bili vljudni do nas? Če boste vi vljudni do mene. Pospeljali vas bomo do našega avtomobila, prav? Ker ste prišli ven z nožem. V redu. Razumijo? Nisem vedel, da se nisi predstavil. Halo, nisi se predstavil. Smo se. Bil si, spet si. Nikoli se nisi predstavil. Bil bi vljuden do nas. Bom vljuden. Moja ekipa že prihaja sem. V redu. Veš kaj, kar ubij me. Peljste me v močvirje. Zakaj bi te ubili? Ker to je bočis. Vsejog, da si gre v moč. Moj sovek. In sem večji kot... Si. Prej si bil tako prijazen do mene. Tejns. Prišel sem do Publixa. Tam si sedel. Ti si rekel, ne imam lepe praznike. Spomni se Ramazana, Stefan. Poklical bom gasilsko službo, da te na hitro pregledajo. V redu? Medtem ko to poteka, ti bom na hitro prebral tvoje pravice. V redu? Imaš pravico molčati. V redu, zakaj sem aretiran? Poznam svoje pravice po Mirandi. V redu, še vedno imam branje. Kot sem rekel tam noter, ste aretirani zaradi hudega napada. V redu, ko to preberem, boste imeli priložnost govoriti z mano. Ali to razumete? Ne, ne bom. Če me aretirate, želim odvetnika. Torej, dovolite mi, da si uredim sestanek. V redu, to je v redu. Torej, nočete govoriti z mano? Mogoče. V redu, naj vam to preberem. Ampak ne poskušaj. Ulični lakaj kot vsi ostali. Od mana Salema, slovesno, karkoli rečeš. Lahko in bo uporabljeno proti tebi na sodišču. Imaš pravico govoriti z odvetnikom in imeti ga ob sebi med zaslišanjem. Če si ne moreš privoščiti odvetnika, zakaj bi želel odgovarjati na vprašanja? In lahko se kadarkoli odločiš uveljaviti te pravice in ne odgovarjati na nobeno vprašanje. Razumeš to? Zdaj to, prebral sem ti tvoje pravice. V redu? Če zavrneš odgovor na katerokoli vprašanje in zahtevaš odvetnika, ne smem več govoriti s tabo. V redu? Vem, da je to policijski trik, zato kar začni, mulj. Red torej, bi rad govoril z mano o svojih in mojih pravicah. Bi rad govoril z mano o tem, kaj se je danes zgodilo v Publixu. Samo če je to možnost, teoretično, da me ne privedejo. Tega ne moram reči, ker moram najprej govoriti s tabo, da ugotovim tvojo plat zgodbe. Razumeš to? Del now?
Delno. V redu. Res bi raje imel odvetnika, ampak ker sem kul in ker vi nimate nič boljšega za početi, ker v okrožju Martin ni kriminala. V redu? Reš, dobil sem sem rekel, ali pa odvetnik, ki je mal čuden, ali pa vodstvo tam spodaj me ne mara. V redu. In celotno sezono sem tam delal kot zvonar, kot veste. Veste, da ste kul, vi ste najbolj kul tip tam. V redu. Kar se tiče povej mi, kaj se je opravičila. zgodilo med tabo in vodjo, s katerim sem prišel govoriti? Postal sem malo napadalen, ker je bil en kreten v vrsti za loterijo in potem ta tip. On je čuden vodja. Rekli so, da me tako ali tako ne marajo. Ko sem še pil, hej, imam slabo preteklost. Saj že poznaš moj dosje. Vem. Preveril sem Bil to, sem v prej sem redu. prišel sem. Veš? Ampak mi to zamerijo. Redu. Si ga kdaj poskušal udariti? Ne. Dvignil sem stojalo za kamero in ravno v istem trenutku. Bil sem od tega policista oddaljen toliko kot ti. Poglej, stvar je taka. Konec stojala za kamero. In on je že vedel. Jazz! Rekel je, da si šel za njim, ne? Ne, nisem. Nisem, Pospravljal pospravljal sem, ne? Ne. V redu. Premikal sem ga v vežo, tja, ker ga vsako noč postavim. V redu, daj. Veš, imam svoje. Zvonec tam, moje bil vprašanje sem je, tam. prav? Kje so tvoje stvari zdaj? Katere stvari? Stvari, ki jih običajno uporabljajo za delo pri vojski odrešenja, kot je tista vedra, tisto isto stojalo, v katerem Moralo delaš. bi biti kar v predverju, odvetnik V redu, javnosti. Liti ga vzel, ko si ga skušal udariti. Nisem poskušal udariti ga, to je njegova zgodba. V redu. Dvignil sem stojalo, ga premikal in bilo je 5 čevljev od njegovega. In nenadoma je on rekel, prekleto. Rekel je, pober se od tukaj, tako da sem učel. In moje kolo, nimam gume. Hodil sem 25 minut, da sem prišel domov. Razumem, veš, povsod po trgovini so videokamere, tudi znotraj trgovine. Tu mi ne briga. Torej posledek. Zgodbo držim. Ja, bil sem v redu. Fajsti je morda na službi za pomoč strankam. Video je črno-belo, kot da ne moreš, to je dokaz. Kar je tam, je tam. Moji odvetniki. Bojo videli, če me lahko prepoznaš kot mene potem. Ne pretiravaj. Daj no. Nisem, ničesar. Povem ti tako, kot je. A želiš vedeti, kako sem te prepoznal? No, visok sem, ti misliš in ja, tam sem. Ni stvari, v katerih je bila tvoja imenska značka. Kaj? Ja. Ja, jupi. V redu, Vsi me kako te poznajo. prepoznam? Sem živel. Tukaj živim že 20 let. Poznam vse v Publixu. V redu. Polovica jih me ne mara in bil sem presenečen, da so mi dovolili tam zvoniti. V redu. Imam slabo preteklost iz svojih dni, ko sem pil. Zdaj se trudim Zakaj bi biti v torej redu. lagal? Ne bi rekel, da si ga poskušal udariti z njim? Ta tip me nikoli ni maral. On je eden tistih vodij iz Publixa, ki so kreteni. V redu, v redu, torej... Jaz tega ne bom rekel vsem, nekateri so odlični, ampak v redu, nisem. V redu. Ki bi hotel, bi bilo truplo. Stefan še naprej niha med tem, da daje s arhive grožnje in ustraja, da se samo šali. Oprosti, prijatelj, daj no. Mora obstajati način, da nekaj naredimo glede tega. Torej, to je vse, kar šteje. No, nisem poškodoval nikogar, ki bi bil grozeč. Odkot ključemo? No, to je $1000. Dolarska loterija. Tudi dobitnik srečke, torej to zapišemo, ko grem noter. Ne, seveda ne boš. Unovčil jo boš. Pridruži se nam nocoj. Pripravljen sem lulati. Počakal bom. No, ker mi niti na zadnji del dvorišča ne pustiš iti, da bi šel lulati. Potem. Mislim, da ti je jasno. V redu, sem sarkastičen. No, če tega do zdaj še niste opazili, no, dejte, no, fantje. Mora biti nekaj, kar lahko tukaj naredimo. Moram biti hospitaliziran. Imam hude. Palpitacije. Imam možgansko kap. Ja, moram bolnišnico, sicer bom umrl. Hej, imam resne. Palpitacije. Kaj pa, če sem v službi? Imajo močne Tudi jaz imam tukaj palpitacije, močne palpitacije se palpitacije. pojavljajo. Ja. V redu. Ali želite, da on? Pregledam. Želite, da preživi, če ga ovijete. Ni problema. Sploh ni problema. Razložiti bi morali, kaj počnete, ker vas bodo moji odvetniki premagali. In I gram golf z zvezdnimi sodniki. Ne? Mislim, da ne izgleda tako. Seveda so. Ti prašiči, ti šerifi me pretepajo. Bil sem tako miren, kot sem lahko bil.
Zelo miren. Vedo, da hitro krvavim. Grozili so mi. Niste se predstavili, nisem vedel, kdo ste. Golf palica in kuhinjski nož. Zavisite v svojo preklemano prsa. Kuber. Ti hočeš, jaz bom šel. Pravi me dol. Rekel sem ti, da sem se že upravičil. Rekel sem ti, da sem sarkastičen. Če se s tem ne znaš zabavati. Jaz sem polon upanja. So vojska zagotovo. Tisti vojaki so zagotovo živahni, zelo živahni. Rekel sem ti, da sem sarkastičen. Oprosti, prijatelj. To je tvoj vrhunec iz marsovskega okrožja. Vem, to doživljam. Brate, veš, da je to Ne okrožje bojim se. Marsovsko okrožje. Marsovsko. V njem ni črke A. V redu, črkovalni prvak. Sam pravim, poskušam ti pomagati. V redu, saj nekdo je razumel. Ja, dejno, poskušamo, da se zabavamo tukaj. Nisem naredil prav nič, razen da me je obtožil nek step. Si sarkastičen? Ja. Stopi naprej in bodi sarkastičen. Stopi naprej z levim stopalom. Kateri del tvojega levega stopala? Vržeš me noter z glavo naprej. Najprej, izvoli. Ja, pojd noter, krvavim, izvoli. Moj prijatelj, moj sodelavec, soži na tem, kdo so tvoji sodelavci. Večji kot marsovsko okrožje. Marsovsko okrožje? To bom moral poiskati na svojih zemljevidih. Gospod, hvala. Hvala, gospod. Po podatkih sodišča okrožja Martin je bil Steven obtožen hujšega napada in upiranja uradni osebi brez nasilja. Izrekel se je, da ne izpodbija obtožbe in kazen mu bodo izrekli konec tega meseca. Naslednji incident nas popelje v IHOP v North Miami Beachu, kjer je izbruhnil velik pretep. Domnevni spor med družinama za dvema mizama naj bi privedel do pretepa. In policija je imela veliko dela, ko je prispela na kraj dogodka. Od tiste mlade dame tam čez, Lata Karica, ki je to posnela in pustila je izjavo, da nismo policisti. Nikaj ne pošteno. V redu, niti enkrat nisem zadev tega udarca. Zagrabil me je in poskušal doseči. Si dobil njene podatke. Želiš. Mi lahko hitro daš svoje osebne izkaznice. Odložiti orožje ali karkoli že. Ves čas je ponavljal, da nikoli ni bil, da ne bo strelil. Otroci in jaz kot mladoletniki in krog se je sklenil. V redu. Tako. In pravkar sem prišla z mature. To ne bi bilo. Za trenutek. Lahko dobi vaš osebni Moj bog, ona je moj bog. informacije o njih, kaj želite, kaj potrebujete. Fred. Čakaj, Bobby ga ima za zdaj, poglejmo. In ne bom zapustila svojega. Ne bom zapustila svojega. Otrok, ker nisem napadla tiste gospe. In še nisem plačala sicer. In to res ni v redu. To je zelo plačilo in podobne stvari skrbi za to. Ne, ampak to je zelo nespoštljivo. In ogabno je, da napadaš mladoletnike. Ko imaš mladoletnike... Anita. Kako ogabna lahko sploh si? Imam 7 otrok, moš vedeti, da se moraš naučiti nadzorov. Stood, start, no. Svojimi otroki, ja, tudi če bi kdo kaj rekel o njenih otrocih ali ne, kar pa nihče ni rekel ničesar, mi smo tam govorili o maturi, ona pa je bila zelo sovražna in me je ves čas gledala, ko smo odhajali. Toliko jih je. Vedela sem, da bo to problem. Morala bi to povedati tako jasno. Ona me je ves čas gledala, ko sem odhajala. In sem si mislila, zakaj gleda? In sem si rekla, ne, raje nič ne rečem. Kaj jaz? Kaj naj bi naredila? Kar je ona naredila. Ampak ona je to naredila brez razloga, ker nihče ni govoril z njenim otrokom. In ko je držala Kristini na seh, sem ji ves čas govorila, nehaj, ona je mladoletna. In potem me je gledala naravnost v oči in sem ji rekla, prosim, ne gledci se na seh. Rekla je, ti si problem. Prav, zakaj me potem napadaš? Če sem jaz problem, zakaj me boš napadla? In jutri bom poklicala CZD zaradi naših otrok. Ni me briga. Ne vem, mislila sem, da je to, ja, wow. Videla bo, kako divje je. Izkazalo se je, da je najstnica v središču tega prepira stara komaj 14 let. Ženska za drugo mizo, identificirana kot Precious Williams, trdi, da sta najstnica in njena družina slabo govorili o njenih 4 otrocih. Družina je to zanikala in policiji povedala, da so poskušali pomiriti situacijo, a da je Precious nenadoma planila proti najstnici in jo zagrabila za lase. Po poročilu o aretaciji je najstnica policistom povedala, da je tudi ona zagrabila Precious za lase, vendar samo zato, da bi jo ustavila, da je ne bi več udarjala. Tukaj je, kaj je povedala Precious ne. Eden pri razumevanju njihovih pravic. Tako ti to razlagam. Ali ne bi odgovarjala na njegovo vprašanje brez prisotnosti odvetnika? V redu. Mi lahko poveste, kaj se je danes zgodilo? Potem Moji lahko otroci so poveste, bili tam zadaj. Kaj se je zgodilo? Imel je brisačo, moj oče je bil tam. Ja.
Moj mož je imel svoj kupon, ki ga, kot veste, dobiš. Moj račun je bil 51, njegov kupon pa 67, brezplačna solata. Tako da bi morala vzeti vse. Tako da so moji otroci rekli, da je bilo zabavno. Potem sem rekla, živjo, kako si, ali nekaj takega. Ona pa je rekla, kako že temu rečeš? Mislim, da je rekla, kdo je to rekel? Kdo je to rekel? Moj sin je pokazal na enega od njih, to je bil moški, in je rekel, ja, jaz sem to rekel. Rekla sem, v redu, a nekaj tazga. Povedala sem sinu, da boš v redu. Torej, vsi so ostali, moj mož je še vedno stal tukaj, zato je rekel, kaj se dogaja. Ona pa je rekla, ta tam ali nekaj takega. Ko sem prihajala gor, ona je potisnila in jaz pa sem ji vrnila udarc. Ona me je udarila, jaz pa sem ji vrnila udarc in potem so vsi vstali in začeli braniti mojega moža. Že so mi potegnili lasuljo, jo udarjali ali karkoli že, nastal je kaos. Ko sem pogledala, je bil moj sin že tam. Ona, ki ni bila na prizorišču, je vzela, kako se temu reče, mislim, da je bila kava ali sirup, in udarila mojega sina po glavi. Tako da po vsem tem, ko se je vse to dogajalo, začela se prepirati vso skupino, nehajte. Začela sem se prepirati z mamo, potem z drugima dvema dekletoma, ena od deklet ali kdorkoli je že začela prepir, takrat se je vse začelo. Izbruhnilo je in to je to. Vete nekaj vprašam. Ko sem ti pravkar povedal, da so vse te kamere tukaj pokazane, da si hodila do mis in se zapletla v besedni spor z njimi in na to. Ne, poslušaj. Rekel si, da sta bila oba v verbalnem sporu. Povem ti zdaj, če bi bilo tako, so te kamere pokazale, kako si prišla do njih, začela prepir in na to udarila ali prijela dekle za lase. Ne, nisem. Nisem vedela, da sem jaz. Nisem, ne, sem rekla. To zate lovica. Če bi kamera to pokazala. Ne, to zame ne bi bila novica. Kaj misliš s tem, da to ne bi bila novica? Bi te to presenetilo? Ne, povedala sem ti, da mi je to naredila tako in sem ji vrnila. Ja, naredila je tako in takrat se je začel pretep. In oni so odšli, stali so od mize in so prišli do tebe. Ne, pravkar sem ti povedala, da sem svojega sina vprašala, kaj se je zgodilo. Torej si prišel in šel tja. Vprašala sem ga, kot to je moj sin, ni dovolj star, da bi tako ravnal. Torej, vprašala sem ga in takrat se je vse začelo. Mislim, da to predstavljaš veliko bolj ljudno, kot je bilo v resnici. Videli smo posnetek, slišali smo zvok, vem, kaj se je zgodilo in ti si glavni preiskovanec. Torej, jaz sem tista, torej me ni najmanj udarila. Vse, kar sem videl, da si jo prva udarila. Torej, ona me ni udarila, ni videla, da sem jo udarila na roko ali karkoli. Torej, vsi smo taki, to je vse, kar sem videl. V zapisniku o aretaciji piše, da je eden od prešesinih otrok povedal, da je oseba za drugo mizo nanje zaklicala z besedo na N. Pravi, da jo je najstnik odrinil in takrat je izbruhnil kaos. Ampak tudi, če je ona odrinila, tudi če ti odrineš, da je ona odrinila nazaj. Ne moreš pristopiti k nekomu in mu začeti siliti. Imamo pravilno delujočega. Si videl primer, ki ga je dal. Ampak ne moreš kar pristopiti k njemu. Začneš nekomu siliti v prostor. In če to naredijo, potisnejo. Ja. In grejo. Da. In ti prideš k meni tako, tudi ti boš dobil udarec z obraz. Kaj mislim? Torej, razloži, kaj točno se je zgodilo. Ko si šel tja, kaj se je zgodilo? Mislila sem, da sem vprašala, kaj se je zgodilo. Ja, videl sem, kaj se je zgodilo. In ona je rekla, hej, draga, vse to ali karkoli že. Zelo dobro, ne. V redu, kaj? Si odšel? Začeli sva se tepsti. Torej, si v redu, povej, po vrsti. Torej, tvoje otroke je imenovala dojenčke. Ja. In kaj se je potem zgodilo? Začeli ste se prepirati in vse to. In ona je rekla, ti imam pesem. Veš točno, torej ti je rekla, ne greš. Ne, rekla je, moraš iti, zato bom jaz odšla. Torej ti je rekla, naj greš. In potem, ko ti je rekla, naj greš, ali ne bi šel? Nisem. Sta moj mož in vsi ostali šli v cerkev. Prav, pojdimo. Nismo imeli nikogar, nihče ni imel. In potem smo se začeli tepsti. Kako ste ga začeli iskati? Naredilo je tako. In kaj ste vi? Začeli smo se tepsti, kaj si naredil? Stepli smo se, ja. Kako sta se stepla? Tako sva se tepla. In kaj se je zgodilo? Plasta se in kiskala roke. In ali sta grizla, udarila s komolcem in kiskala? Ne. Besedi grizenje, udarjanje s komolcem, udarjanje s komolcem in brcanje. Prihajam, če udariš. Si jo udaril, ali kje si začel? Ne spomnim se točno, kada je samo izbruhnila, ne vem. Ja, to sem naredila, Mislim. In kje so bili tvoji otroci v tem času? Tako je bilo. Ne, pravzaprav mislim, da so še vedno sedeli pri... Tako je bilo. So bili okoli vas? Mislim, da ja. Pravkar ste se začeli tepsti. Ste razmišljali o tem, da bi otroke peljali ven, ali so oni? Niso hoteli biti ven. Da bi otroke odpeljali stran od situacije, ne? Tekli so ven, ampak potem so prišli nazaj, kot da veš tekali naokoli. V redu. In to je bil edini incident, ki se je zgodil. Ja, ampak se je samo nadaljevalo. Torej, potem, ko sta bila ločena, kaj se je zgodilo naslednje? Nadaljevalo se je. Pretep se je nadaljeval. Kako se je nadaljevalo? Kaj si naredila? Si odšla stran? Ne. Si se umaknila in odšla ven? Ne, kaj si naredila? Ostala sem v pretepu. Ostala si v boju. Torej, potem, ko je prišlo do prvega spora in so vas ločili. Niso nas ločili. Ste se nehali pretepati, ali? Ste se ves ta čas še naprej pretepali? Vi ste se umaknili? Ja, takrat so začeli napadati. Torej, potem, ko ste se umaknili, se je pretep
postal. Kaj se je zgodilo potem, ko ste se umaknili? pretepati moj mož in vsi ostali fantje. So se začeli pretepati ali so se začeli ločevati? Katero? Nisem v resnici videla vsega, vse pa obluje samo udarjanje. Vaš mož vas je ločil in vsi so se ločili. Kako ste se spet začeli pretepati? Ker so napadali, pretepali so se. Udari me je po glavi in vse to. V redu. In potem, ko si začela? Tvoj mož se je zapletel v prepir. Kaj si naredila potem? Potisnila. Poskušala sem ga potisniti, on se je pretepal, si ga poskušala vleči. Ja, borili smo se. Ne spomnim se točno, kdaj si se borila. Ja. Policisti so na koncu uporabili varnostno kamero v restavraciji, da so ugotovili resnico. Po poročilu o incidentu so videli Precious, kako stoji nad najstnico in se prepira z njo. In ji je zagrabila lase v dejanju, ki so ga policisti označili kot neizzvano agresijo. V redu, zdaj poslušajte. Trenutno boste aretirani zaradi napada na mladoletnico. V redu? In tudi zaradi ogrožanja otroka. V redu? Umirite se, da nam ne bo treba ponovno posredovati. To, da ne gre za zapor z njo. Vi ste začeli. Prav, jaz to grem neko, da ne ni česa. Obstaja posnetek, viš, vsega. No, ne bodo imeli nič proti, če si ga še enkrat gledajo. Naj ga vzamem, naj ga dobim. To ne ga vzamem. Kodaj, aj še kot. Ker bi In poslušaj, imam mamo. Povem ti zdaj, ne delaj scene, ko prideva ven. Tvoji otroci so tam. Hvala, gospa. Rada imam svoje otroke. Ne bom se tepla z njo ali kaj podobnega. V redu. Samo vse, kar... Prosim, ne delaj scene, ko stopaš ven, ker to ni. Ne, v redu. Popolno. Poskušam narediti tako, da te ne vidijo, ko greš v park. Ne vem, to so moji otroci. Ampak ti si medtem, ko... Da te vidijo v lisicah. Vse eno bojo vprašali po meni. Z njimi sem povezana. Rađe vprašajo in ne vejo, ko da vidijo. In ne vedo za zbirališča vina. Samo nočem jim tega narediti. Prav. V redu. Ja kaj? Ona želi po drugo. Bi ti bilo prav? Sem dobila. Sem jo dobila. Imate pri sebi kakšno orožje ali droge? Ničesar, kar bi me lahko zbodlo. V redu. Preiskala bom. Pustite se kaj. Vse v redu. V redu. En trenutek, gospa, počakajte. Hej, super sem. Ali jih morate imeti tako tesno na moji roki? Gospa, ta je zaradi spolne zlorabe, pravzaprav moram imeti obstoječe za sabo. Želite iti? Seveda moram dobiti pisalno podlogo nazaj. No, bom vas zadržal. Imate čevlje? Ampak mislim, da sem zato poskušala govoriti z vami. Ampak značila si tako agresivno, sem kot... Poslušaj, to delaš prav zdaj. Skačeš mi v besedo. Moram imeti avtoriteto in nadzor. Če ne moram imeti kaos. Tega ne moram imeti, zato imamo tukaj 20 policistov, ker bila je zmera. Ne razumem. Začnemo video in vedeli smo in videli, da so prišli do vas in s tem govorili, da so samo otroci. Videli smo video, vse ste videli, poslušajte. Natakarica ve, da mora. Gospa, pustite ga govoriti, vse smo videli. Zato so njo aretirali, vi pa greste domov. Ampak poskušam povedati vašima hčerkama. Situacije ni treba začeti ali siliti, ali ne, če je žrtev, samo odidi, naredi karkoli. Ampak če je zadaj in govori, Ja, zato si želim. Poskušala sem povedati, poskušala sem. Ja, videli smo te. Mi, videli smo te. Ona je rudarka. Mama, opravila si svoje delo. Opravila si svoje delo. Veliko stvarem se je mogoče izogniti, če samo sediš zadaj in se sprostiš. Veš, kaj mislim? Torej, poslušaj, verjetno boš to čutila jutri. Ker je bila udarjena v obraz približno 30krat. Tako sem ji ves čas poskušala razložiti. Gospa, nihče ni rekel ničesar o vaših otrocih. Ste resni? In sem kar naprej. Tako da se umakni. Naredili ste točno to, kar ste rekli, da ste naredili. Ja, ampak, gospa, prosim, naslednjič, ko boste v določeni situaciji. To je samo za vašo varnost. Veš? Ja, ker je ona velika ženska. Ali vi fantje razumete, kaj se dogaja? Ker je ona velika ženska. Ampak to je, kot pravim, to je zato, ker je bila tam, stara je na mizi, repala je, počela je, kar je padlo na pamet. Takšna. Enaka situacija je poslabšala situacija. Čeprav si žrtev in so te prvi udarili, ter so prišli do tebe, ampak obstaja veliko stvari, ki jih lahko narediš, da preprečiš določen spor. In če bi imel kdo pištolo, bi se lahko vse skupaj še veliko slabše končalo, ker je bil velik. Vsi so bili, so se pretepali. Poskušal sem udariti ljudi s pravom. Bil je čisto nor v baru, torej ne moreš. Prišla je skozi brez poškodb. Nesrečo si ne želimo, da bi se ji kaj zgodilo. Toda določenim situacijam se lahko izogneš. Prav. Verjetno si zdaj mlada, verjetno se hočeš boriti, verjetno želiš početi karkoli. Ne moremo se boriti z vsemi. Ne moremo se boriti z vsemi. In če lahko v določenih situacijah zmanjšamo napetost, poskušamo to storiti. Včasih se določenim situacijam ne moreš izogniti in se moraš braniti. Če pa so to določene situacije, ki se jim lahko izogneš in se vanje ne zapleteš, mir, potuj. Samo stopnjevalo se je. In zelo hitro je ušlo izpod nadzora. Imaš prav. Naredila si vse, kar si rekla.
Prav. Ker se je vse zgodilo pred 4 mladimi otroki, Precious. Obtožena je bila 4 primerov zanemarjanja otrok in 1 primera zlorabe otroka. Vendar pa so po sodnih zapisih tožilci so se odločili, da ne bodo nadaljevali z obtožbo zaradi zlorabe otroka in preostale 4 obtožbe zaradi zanemarjanja so bile opuščene. Današnjo epizodo zaključujemo v Palm Bayu, kjer so se policisti soočili z nepričakovano osebo pred restauracijo. In on je kar v svetlem klovnovskem kostumu podobnem Ronaldu McDonaldu. Oblečen z rdečim nosom, tikar majce. In ne vem, ali sovraži, ne, gospa, pridobi jih. Ima nekaj tasega kot iPad v roki ali nekaj tasega. Ne vem, odkot je to prišlo, ampak je nekako povsod. In ja, mislim, da ima morda neko dosijevno epizodo. Ampak ja. Policistom ni dolgo trajalo, da so našli moškega, ki so ga identificirali kot Christopherja Marlowa, čeprav očitno Christopher uporablja tudi vzdevek Wicked Jesus. Tukaj se dogaja veliko stvari. Sprva se zdi, da bodo stvari ostale mirne. A kmalu bo na prizorišče prispelo še več policistov, ki bodo videli enega od svojih kolegov v spopadu s klovnom. Nikar ne odhajaj, Chris. Ne smeš oditi. Ja, ne, ustavim se. Pej stran tukaj. Ne smeš oditi. Zdaj ste aretirani. Odložite svoje stvari. Pazi, odloži svoje stvari. Vem, da bi moral priti. Odloži svoje stvari. Jebem ti. Pohiti. Jebem ti. Ne stopajmo na nogo. Spravi se. Na tla. Udari me. Ubi me. Udari me. Dobil si me. Jebeno pribit. Obrni se zdaj. Obrni se zdaj. Pojdi. Obrni se zdaj. Ja. Udari me. Ubi me. Udari me. Jebeno si me pribu. Obrni se zdaj. Obrni se zdaj. Obrni se zdaj. Ja. Obrni se. O, bog. Dej mi. Drugo roko. Daj mi svojo drugo roko. Moš potegnati tudi za moj biceps. To sranje. Vem, da me boš vseeno oropal. Svanja, obravnavaj, to je važno, panka. Usedite se po konci. Daj nam. Pusti, da odložim svoj meč. Usedi. Predebal si tudi neumen. Sranje. Hočeš videti nekaj sranja? Neumen. Imenuje se tekmovanje talentov, neumen. Kaj potrebujem, stari? Hočeš narediti še eno stran? Vstani. Tukaj, vstani, prav, vstani. Tokrat ne prideš noter. Vlečemo te do avta, neumen fant. Hej! V redu, pojmo, ja. Ja, to ne, v redu, sorry. Ja, zdaj. Samo stoj tam, ni možnosti. Vstani primeru, obrni se. Ta tip še vedno drži telefon, terorist. No, Dajmo, recimo temu wrong. Neumno. Poglejmo. Hej, to je osumljenec. Povej nam, da si perverznaš. Zakaj je tvoja aretacija? V teku. Zakaj se temu reče čistka, a ne? Rušeli. Sej. Pazi na preostanek. Izgledaš kot klovn. Ne, jaz sem klovn, bedak. Klovn sem že od takrat, ker sem bil krščan, ker sem odraščal. Glej, naravnost. Ali sta Džagalo in klovn različni stvari? Ne, nismo. Džagaloji so se razvili. Džagaloje so na začetku razvili klovni. Torej je ista skupina klovnov. Tu ti imaš klovnski posel in oni se ne zajebamajo z otroki. Razumem. Vzgojil sem 2 čudovitih hčerki. Najbolje, da sediš tam in razumeš, kam grem. Na jug. Samo želim, da ti zaupam, brat. Ni me briga, če se šališ. Ne moreš mi zaupati. Res mi ne moreš nikjer zaupati. Ja, lahko. Končno so prijeli Kristoforja in naj bi ga obtožili nedovoljenega vstopa. Torej, v bistvu, kar se tiče poškodb in podobnih stvari, nisem ničesar. Ne vem. Poškodovan sem. Kaj? Kakšna sila je bila to? Kakšna sila je bila to? Samo predpostavite, da so ga spravili na tla. Prišel sem tja šele potem. To je vprašanje za naprej in za zdaj. Ni bilo električnega paralizatorja. Samo to, da so ga spravili na tla, ker je bil pleten tudi Josh. Ja, samo ne vem. In moral so ga dobesedno dvigant in odvleči, ker ni hotel hoditi. Torej, poglejmo, ali ga bomo fotografirali. Mislim, da je to tisto, kar je Josh želel. Fotografijo? Ja, ga tukaj evidentirajo. Ne? On razbija. Kako je zgodilo? Prenesi ali vrzi naprej. Lahko govorim z načelnikom. Torej, zgodilo se bo naslednje. Prav. Bil si tam zunaj s narednikom, ki je bil moj nadrejeni. On je bil tisti s sivimi lasmi. A ne? Je bil tam še en tip? Ja, ne, tisti visoki tip. Tisti drugi, nižji tip. Tisti starejši tip. Tisti starejši, nižji. Moški z belimi lasmi. Moški, potem? On je narednik.
Ampak zakaj bi ptica potrebovala policijsko poročilo? Ampak aretiraj! Torej, kaj se bo zdaj zgodilo? In želim tvoje popolno sodelovanje, prav? Zdaj se bo zgodilo to, da bom snel ta varnostni pas, prostovoljno bova šla skozi ta vrata, nadaljevali bomo z evidentiranjem. Redno na to imamo progali. In potem te bomo dali v celico. Tako da, ko te damo tu ven, čakaj. To je začasni prostor. Nekega trenutka te bodo odpeljali ven. Peljali te bomo v zapor. Torej, no, zakaj? To je začasno mesto zate. Počakaj. A želiš govoriti z nekom drugim, ker mora priti nekdo drug in govoriti s tabo? Raje bi govoril z načelnikom policije. Ne bo načelnik. Prišel bo drug narednik, ki opravlja delo poročnika. Prav? Vršilec dolžnosti poročnika. Misliš, da je lažni poročnik? Ne, sam nadomešča poročnika, ki je danes na dopustu. Torej je zelo izkušen narednik, ki je tu že dolgo. Ali ima. On je moj Poglejte nadzornik tukaj, narednik. ali ima on diplomo iz psihologije, da lahko ravna z ljudmi, kot sem jaz? Predvidevam, da jo ima. Veš, jaz ne verjamem v predvidevanja. Torej, ali želiš govoriti s to osebo, ki bo prišla sem in govorila s tabo? Ali me lahko namesto tega odpelješ k strokovnjaku za duševno zdravje? To bi bilo bolje, veliko bolje. Tako bi lahko govoril s tabo. O, tega lahko vprašaš. V redu, to bo šlo. A želiš govoriti z njim? Ja, ampak najprej želim izstopiti iz tega avta. V redu, torej te bomo vzeli iz avta in potem boš šel v celico. V trenutku, ko začneš delati težave, ne bo šlo dobro, ker potem ne boš govoril s tipom in bomo to naredili na naš način. V redu? Zato potrebujem tvoje popolno sodelovanje. Pens pa me v zapor, pens pa me v krog kapice. Tega ti ne bom povedal. Odgovor je ne. Zakaj? Ker boš spet govoril z njimi, jaz pa ne bom. Ne bom sedel tukaj in se prepiral s tabo o tem. Prav, povem ti, kaj se bo zgodilo. Od A do Ž. In jaz ti povem od A do Ž. V redu. Samo bodi bolj svoj, verjemi v iztirjenca. Poskušam te prepričati, da mi pomagaš. Prosim. To je popolnoma resno. Držim te samo zato, da ne padeš in si ne razbijaš obraza. Nočem si poškodovati svojih mišic. Ni ti treba skrivati roke na mojem srcu, kaj ne? In si razbil obraz. No, če slučajno padeš in se spotakneš. To je leto 2012. Jaz bom Pripeljal te bom. zvezde človek za leto 2012. In zdaj imam čelado pred seboj. Kaj ne naredim? Dobro, v redu. Si v redu? Imaš nekaj, da se primeš, tukaj kričiš? Povem ti, še nisi izpraznil mojih žep. Ampak oni morajo ponoviti še enkrat kasneje. Zakaj moraš kar naprej spraševati? Isto vprašanje. Je bil tam zunaj z vami, gospod. Jaz sem. Oprostite, kako že? Jezus! Ja, V redu, pa ne damo, pa ne prosim. Pokliči ga. Ne, Ne njegovo ime je kliči ga Jezus. po uradnem imenu. Ne kličeš ga več po uradnem imenu. Kaj je Kako je bil? bilo Moj že? Jezus. Wicked Jesus. Wicked Jesus, lahko pogledaš sem, zdaj bo močna svetloba. To je kamera, prav. Lahko to snamem. Moram to sneti zaradi slike. Ne. Slekel ga boš tako ali tako. Torej, ali zdaj ali kasneje. Kasneje. V redu. Same slike z njim. Jaz bom poskrbel za to, kar je. Vseeno želim, da je to na Googlu. V redu. Torej, to ne gre na Google. Poleg tega ti pravim, da so džagalosi tam kar dobro postavljeni in spremljajo svoje TikToke, Facebooke, Instagrame in vse druge družbene medije. On bo tako ali tako tam in me preverjal. Prepričan sem, da je to moj džagalo prijatelj, s katerim bi se mogel družiti, preden ste vi tam sedeli, in prepričan sem, da mu zaupam. Tiste lastnine in namesto da bi aretirali tistega Barabo, kriva prisega, imam policijsko poročilo. Ne vem, ali je upravnik lastnine ali ne vem, kriva prisega, imam policijsko poročilo. To je vdor na tujo lastnino. In ker jim tega ne morem dokazati, danes to kupujem. Mi treba reči, da sem policist. Tega ne morem vedeti, ampak nekaj bom prerezal. Hočem nekaj prerezati. Fred. Ne. Ne. V redu. Jaz pa kar se bomo vrnili k avtu. Prav? Prav. Želiš pokazati svojo izkušnjo? Seveda, samo počakali bomo v kotu. Sedi po konci. To je še ena lepa velika soba, ki ima kopalnico. Ja. Tukaj, tu je kapljica vode, ima plastiko. Počakaj. Počakaj, potegni ga ven, Karol. Čakaj, moram potegniti varnostni pas, vem, da te lahko ponovno pripnem. Ni mi treba, da me ponovno pripneš. No, pripenčam te nazaj, ker je to moj avto in ne želim, da se ti kaj slabega zgodi, prav? Ni. Nič slabega se ne bo zgodilo. Vem, ampak... Želim si svoje koče. Želim se držati zdravnika. Razumem. Oni nimajo zdravnika, ne potijo se. Ti boš lahko naredil. Tega. Oni nimajo nobenih zdravnikov za duševno zdravje. Pravi zdravnikov za duševno zdravje. To je šender. Pustite vrata odprta, prosim. Vi imate. Prekleto. Pazi, spet sem tukaj človek. Melo bo vodo. Si poškropljen. Ja, imate tukaj signal. Ne, gospod, v celici je bil avtomat za vodo, ampak niste želeli iti tja. Naveličan sem pitja vode. To je samo za darila. Ja, razumem. Če je to vse, cenim to. Cenim to Ti, sama. prijatelj, spustil ti bom okno. Zbudi se. Jezus.
Ja, torej, kaj se zdaj dogaja je, da ti bom vse bom povedal na glas, da ne bo nesporazumov, v redu? Ne? Samo šalim se. Ne pravim tega, samo želim, da si obveščen, zato ti to govorim. Oseba, o kateri sem ti povedal, bo prišla govoriti s tabo, že je na poti. V redu, dokaj ne kriči skozi moje okno, ga bom pustil malo odprtega. Če ga odpreš čisto, ga ne morem imeti popolnoma odprtega. Ker ne morem. Bolj na voljo. Ne dovolj otroška zaščita, prav? Torej? V bistvu takole stojijo stvari. Če kriči, nadaljuješ s kričanjem in ne pravim, da veliko kričiš. Okno se bo spet zaprlo. Res? Lahko govori z mano, slišim te. Govori z mano. Govoriš z mano, prav zdaj. Nekaj rapa, bom uredil. Christopher je bil obtožen nedovoljenega vstopa in upiranja uradni osebi z uporabo sile, medtem ko so ga očitno res fotografirali za evidenco z rdečim nosom na obrazu. To je tista, ki smo jo dobili od policije. Sodna evidenca kaže, da je bil Christopher spoznan za nesposobnega za sojenje in ima zaslišanje o duševnem zdravju načrtovano za kasneje letos. Hvala vsem za ogled. To epizodo Long Crime After Hours je raziskala, napisala in producirala Savannah Williamson. Video montažo je opravil Andrew Zuckerman. Jaz sem Jesse Weber, se vidimo naslednji teden.